Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške kabelske televizije v mesecu novembru, ki se je že prevesil v drugo polovico in ponekod s prvimi snežninkami naznanil skorajda prezgodnji prihod zime. Manj zimsko pa je bil obarvan pretekli teden in njegov konec. Vokalna skupina Vivere se je vrnila iz Španije z 2 zlatima priznanjima, ki jo je osvojila na mednarodnem festivalu. Praznik vina smo obeležili malo drugače, izvolili pa smo tudi starega oziroma novega predsednika države. Več o tem pa v nadaljevanju informativne oddaje. Slovenija bistriška vokalna skupina Vivere iz Španije prinesla 2 zlati priznanji. Letošnje praznovanje ob svetem Martinu smo v Slovenski Bistrici obeležili na 2 prireditvenih prostorih. Kako smo v Slovenski Bistrici glasovali v drugem krogu na volitvah za predsednika države? Na območju Slovenske Bistrice poskusi izsiljevanja prek spleta. V športu pa pogovor z dr. Vitom Martinčičem, predsednikom nogometnega kluba KTM Slovenska Bistrica. V rubriki Lokalne novice tokrat o mednarodnem uspehu domače vokalne skupine Vivere, o uspelem praznovanju ob prazniku svetega Martina in volitvah za predsednika države. V Slovenski Bistrici še vedno odmeva uspeh vokalne skupine Vivere, ki je konec oktobra na mednarodnem pevskem tekmovanju Canta al Mar v Barceloni osvojila 2 zlati priznanji. Na festivalu je v več različnih kategorijah sodelovalo 33 zborov z vsega sveta. Bistriške pevke so zlati priznanji osvojile v kategorijah ljudske pesmi in vokalne skupine. Ob izjemnem uspehu so za članice vokalne skupine v sredo minuli teden pripravili sprejem v Bistriškem gradu. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je poudaril, da je ljubiteljska kultura branik slovenskega jezika. Po njegovih besedah so Vivere nadgradile to področje in obenem poskrbeli za promocijo ne samo Slovenske Bistrice, ampak tudi širše Slovenije. Vokalni skupini sta čestitali tudi Tanja Vintar, podpredsednica Zveze kulturnih društev občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, in Helena Kolar, predsednica sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica, ki je uspešni vokalni skupini izročila posebno priznanje. Vivere, to so Mateja Pletršek, Andreja Vidmar, Natalija Šarman-Ferleš, Marija Žlebič, Nastja Pančič-Čurin, Franja Jamnik, Tadeja Pančič, Leja Ostrožnik-Stegne in Irena Rupnik, umetniška vodja pa Nadja Stegne, so ob koncu zapele tudi 3 pesmi, s katerimi so se predstavile v Španiji.
Martinovo, ko se mošt simbolično spremeni v vino, je verjetno eden najstarejših praznikov pri nas in zagotovo največji na Štajerskem. Ob njem so se naši predniki zahvaljevali bogovom za dobro letino in se pripravljali na zimo. Za vinarje ima martinovanje prav poseben pomen, saj pomeni končanje opravil, ki se začnejo z rezijo trte v zimskih mesecih in končajo s fermentacijo mošta, ki se prav tako v tem času spremeni v vino. Praznik svetega Martina smo v soboto 11. novembra na prav poseben način obeležili tudi v Slovenski Bistrici, ki velja za mesto obdano z vinogradi in kjer smo izredno ponosni na svoja vina, še posebej na vinskega posebneža Rito Znojčan PTP, prvo vino v Podravju s priznanim tradicionalnim poimenovanjem. V dopoldanskem času je bilo živahno na grajski tržnici, kjer so lahko obiskovalci ob bogati jesenski ponudbi pridelkov spoznali etnološki pomen praznika Martinovo in tradicijo jesenskega praznovanja goda svetega Martina. Ob 14. uri se je dogajanje preselilo na osrednji mestni trg, kjer so se na stojnicah predstavili vinarji in obiskovalcem ponudili odlična vina z našega območja. Predstavili so se člani konzorcija Rito Znojčan, vinarstvo Avguštin, vinogradništvo Brezovšek, vino Frešer, domačija Gora pod Lipo, vinogradništvo Pečovnik Martinus, vinogradništvo Kropec, vinogradništvo Repnik in vina Vehovar. Za razvajanje brbončic pa so poskrbeli gostišče Iršič, turistična kmetija Goričan in Gušt Južna, ki so obiskovalcem ponudili jesensko obarvane jedi in sladice. Le-te so izvrstno dopolnjevale letošnjo vinsko ponudbo. V popoldanskih urah se je začela osrednja prireditev letošnjega martinovanja z bogatim kulturnim programom. Vinogradniki so na prizorišče pripeljali sod z mladim vinom, ki ga je blagoslovil bistriški župnik Jani Družovec. Vinogradniki so nato skupaj z županom občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem, nazdravili letošnji letini in ga ponudili vsem obiskovalcem prireditve. Dogajanje so popestrili ljudski godci iz Podtinja, folklorna skupina Kut Otona Župančiča Tinje ter Frajhamska godbena pihala, ki letos praznuje 190 let svojega delovanja. Za dobro vzdušje sta poskrbela ansambla Udar in Glas. Obiskovalci so lahko prisluhnili skladbi Kdor srcu sleti, ansambla Glas, zmagovalnemu valčku festivala Slovenska polka in valček, za katerega so člani ansambla posneli spot v Bistriškem gradu. Prijetno druženje je trajalo do poznih večernih ur. Organizatorji letošnjega vinskega praznika so bili občina Slovenska Bistrica, RIC Slovenska Bistrica, konzorcij Rito Znojčan in Društvo vinogradnikov Rito Znoj. V nedeljo 12. novembra smo v drugem krogu volili predsednika države, v katerem sta se pomerila aktualni predsednik Borut Pahor in njegov tekmec Marjan Šarec. V volilnem okraju Slovenska Bistrica, kamor sodijo občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica, je bila volilna udeležba nekaj manj kot 41%. Glas za Boruta Pahorja je oddalo 52,77% volivcev, Marjanu Šarcu pa so volivci namenili 47,23% glasov. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v sredo 15. novembra sešel na 4. izredni seji. Svetniki so soglasno podprli investicijski projekt za nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Celotnemu posnetku izredne seje lahko prisluhnete po redni tedenski informativni oddaji. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti zabeležili 12 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, napad na informacijski sistem, nasilje v družini, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, 2 grožnji in povzročitev lahke telesne poškodbe. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je prek interneta vdrl v informacijski sistem podjetja, nanj namestil izsiljevalski virus ter za njegovo odstranitev zahteval $4,000 ameriških.
Čerešnjevec. Na delovišču železnice je neznani storilec iz delovnih strojev iztočil 330 litrov goriva in s tem oškodoval podjetje za 450 evrov. Planina pod Šumikom. Neznani storilec je vlomil v zabojnik podjetja in ukradel bencinsko žago vredno 1000 evrov. Bukovec. Nekdo je vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel več kosov nakita. Oškodovanki je povzročil za 3000 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 15 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 36 plačilnih nalogov in odvzeli 6 vozniških dovoljenj ter zasegli osebni avtomobil. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat, obravnavali nasilje v družini in izrekli storilcu ukrep prepovedi približevanja. Obravnavali so še delovno nezgodo in požar. V naslednjih minutah pa o bistriškem nogometu, torej aktualni temi bistriškega nogometa. Pogovarjali pa se bomo s predsednikom kluba Vito Martinčičem. Torej, Vito, rečemo nekaj, tale jesenski del se v vseh teh selekcijah nekako nagiba proti tistemu zaključnemu delu. Če se kar najprej dotaknemo, torej splošna ocena v tem trenutku stanja, torej kondicije bistriškega nogometa. Ja, jaz mislim, da v tem trenutku je bistriški nogomet kar v velikem sponu. Z stališča uprave lahko rečem, da smo izredno zadovoljni z rezultati. Prvo kot prvo govorimo o množičnosti, katera je izredno narasla. K nam v zadnjem letu so prišli določeni igralci in iz Dravinje, in iz Aluminija, in iz Miklavža, Malečnika. Trenutno šteje nogometna šola okvirno okoli 190 do 200 igralcev v 11 selekcijah. V članski selekciji imamo 25 igralcev. Aktivirali smo nogometne krožke, se pravi delamo na 5 osnovnih šolah, imamo isto še 120 dodatno otrok vključenih v ta športni program, tako da nas je v tem trenutku okvirno 350. Rezultatsko gledano izredno me veseli, da nam je uspelo formirati člansko selekcijo. Ne glede na slabe izkušnje iz preteklih let, ni dejansko prave zgodovine treniranja uspehov, je z sodelovanjem z Mariborom prišlo nekaj igralcev iz mariborske B ekipe, ki so formirali neko jedro, zraven smo vključili naše igralce in kot vidite, mi se uvrščamo nekako v zgornji del 3. slovenske lige. Kadeti mladinci držijo zopet tam 3., 4. mesto v 2. slovenski nogometni ligi. Zasledujemo neki plan, da naslednjem letu aktivno štartamo tudi za te kategorije napad na 1. slovensko ligo. Selekcija U15, sredina 1. slovenske lige U15 vzhod. Se pravi, po nižjih selekcijah pa vidimo, da nekako smo sprejeli drugačen pristop, drugačen način dela in naše selekcije delajo zelo dobro. Zanimiv je bil podatek, koliko ljudi je pravzaprav vključeno v pogon vseh teh selekcij, ki se je sedaj tudi omenil, koliko je tukaj trenerjev in tistih pomočnikov trenerja, ki pravzaprav trenirajo in potem na samih tekmah tudi vodijo igralce pa ekipo. Ja, naš klub deluje na prostovoljski bazi. Dejansko mi nimamo dobenega profesionalca, na osnovi prostovoljskih pogodb delujejo določeni člani v našem klubu. Ja, imamo v tem trenutku 14 trenerjev plus trenerjev gol, vse 15 trenerjev. Zraven imamo v bistvu gospodarja, tajnika, vodjo nogometne šole, upravni odbor, ki deluje celoti v bistvu prostovoljno. Če gledamo pa zadnji še starše, ki delujejo kot tehnične vodje ekip, kot blagajniki, kot organizatorji tekmovanj, fizioterapevtska služba. Ja, jaz mislim, da aktivno deluje v tem trenutku za to, da vzdržujemo ta pogon okvirno 40 do 50 ljudi. Vsekakor pa veseli tudi dejstvo, da imamo v Slovenski Bistrici enega lepših teh športnih parkov, katerega koristite tudi vi, nogometaši, v veliki meri. Imamo tukaj igrišče, nogometno travo, tudi z reflektorji in tole naravno travo, tako da so pogoji za dobro delo tudi z te strani zagotovljeni. Ja, dejansko mi smo ponosni na ta športni kompleks in v bistvu tudi ekipe zelo rade hodijo k nam na prijateljske, v bistvu tudi na prvenstvene tekme. Mogoče z razvojem kvalitete nogometa bomo mogli začeti intenzivno razmišljati o zamenjavi zelenice. Nam je zelo žal,
ker v bistvu kot partnerski klub Maribora smo dobili ponudbo za organizacijo vseh tekem lige prvakov mladinske lige v Slovenski Bistrici. Lahko bi gostili Seviljo, Liverpool, Spartak, Moskva. Žal se je izkazalo, da naše igrišče v tem trenutku ne ustreza pravilom za organizacijo mednarodnih tekem. Glavnem, z tem vložkom potem pa recimo rekli, zdaj smo pa nekaj in zdaj lahko delamo dejansko na najvišji ravni. Kaj pomeni torej tisti partnerski odnos, torej partnersko sodelovanje z nogometnim klubom Maribor za Slovensko Bistrico? Ogromno. Ne samo za Slovensko Bistrico, tudi za Maribor. Ker Maribor se ukvarja z pomanjkanjem v bistvu kvalitetnih igralcev, ki niso toliko peti v ta sodoben način želja. Se pa rabijo svežo kri, rabijo nove pristope, bolj agresivne igralce, kar jih ima Slovenska Bistrica z okolico ogromno. Z pridružitvijo in s partnerstvom z nogometnim klubom Maribor mi smo postali selekcijski klub za NK Maribor, se pravi k nam tangirajo za igralci iz Poljčan, Zgornje, Spodnje Polskave, Pragerskega, Aluminija, Dravinje in v bistvu imajo od Slovenske Bistrice potem možnost napredka v najvišji rang tekmovanja. Z strani naše nogometne šole v tem trenutku je v nogometnem klubu Maribor uspešno igra en igralec v kadetski reprezentanci Maribora. Zanimajo se še za nekaj igralcev. Na drugi strani imamo pomoč pri organizaciji dela članske ekipe in lige U15. Hkrati v tem trenutku je nekako win-win situacija. Mi razvijamo sistem, hočemo biti primerljivi z Mariborom. V tem prehodnem obdobju smo sklenili dodatek k pogodbi, da predstavnik Maribora prenese celoti plan dela v Slovensko Bistrico, katerega bomo nekako uskladili z našim planom dela, se pravi, da nogometni klub Bistrica bo delal po enakih trenažnih sistemih kot Maribor. Imamo podatek, da Slovenska Bistrica je kar razgiban športno področje na vseh področjih, torej različni športi se v Slovenski Bistrici kar na vrhu in vprašal bi takole, kakšen je tvoj občutek v tem mandatu, ki si kot predsednik dobil, kako se Bistričani pravzaprav privrženci nogometne igre? Nogometna igra je najbolj popularna igra na svetu in tako je v bistvu v Evropi, tako je v bistvu v Sloveniji, tako je v Slovenski Bistrici. Karkoli drugega bi bilo popolnoma zgrešeno. Na splošno velja, da v Sloveniji je v bistvu registriranih igralcev nogometa toliko kot v bistvu registriranih igralcev v vseh ostalih športih skupaj. In nekako približno, če štejemo, da v bistvu zadnji še 6 nogometnih moštev, poleg v bistvu še 6 nogometnih društev, nogometnih klubov v ligi, Superligi, prvi in drugi MNZ ligi, bi lahko rekli tudi bistriška občina nekako je približno na tem. Nogomet, poleg tega pa še futsal. Nogomet je izredno popularen, popularnost nogometa se dviguje. Nam je izredno velik interes, da bi aktivirali v bistvu tudi delo ženske sekcije, da bi v okviru našega nogometnega kluba naredili tudi ženski nogometni klub. Žal v tem trenutku smo zavrti ravno zaradi infrastrukture. Glavno igrišče moramo nekako varovati za tekme, igrišče z umetno travo ne more gostiti več kot 11 selekcij. Tako da logistično smo tu malo hendikepirani, ampak vsekakor ne samo moški nogomet, prihodnost nogometa je tu v bistvu tudi vključitvi deklet in da gremo tudi v tej smeri. Največ pa seveda šteje tista članska ekipa, torej članska ekipa, ki igra letos v 3. državni nogometni ligi Sever. Morda kot predsednik vidiš to ekipo v naslednjih letih že morda v drugoligaški konkurenci ali pa tudi v naslednjih letih tudi više, če bodo pogoji vsi zagotovljeni? Osnove za vlaganje v člansko ekipo, v člansko selekcijo je predvsem možnost razvoja mladih igralcev. Bistrica ne more razmišljati o neki Evroligi, ne more, zelo težko tudi finančno razmišlja o sodelovanju v prvi ligi, lahko pa deluje kot kvalitetna ekipa v drugi slovenski ligi, ki je načeloma že nekako polprofesionalna. Mi moramo našim igralcem, ki trenujejo v prvi in drugi slovenski ligi, omogočiti, da tudi nadaljujejo športno kariero v najvišjih rangih tekmovanja. In to je bistvo razvoja članske selekcije. V letošnji ligi smo nekako v vrhu 3. slovenske nogometne lige, zadnji nam prihajajo izredno kvalitetne generacije iz nogometne šole, se pravi letnik 2001, 2002, 2003 in v bistvu to je prihodnost nogometa. In ne želimo, da bi so ti kvalitetni igralci odijejo vse posod v 7., 8., 6. avstrijske lige, nekako zaključijo z kariero.
mi kot klub in v bistvu tudi Slovenska Bistrica kot mesto jim mora dati možnost, da se razvijajo in potem dejansko naredijo preskok. Tisti, ki hočejo nekaj več, da se dejansko kvalitetno, profesionalno ukvarjajo z nogometom, ostali pa, da zadovoljujejo recimo interese pa želje bistriške publike. Še tole, preden končamo, bi te vprašal, nekako v vseh športih pravzaprav vidimo kar veliko tujih nogometašev, ki igrajo, potem tudi košarkarjev v različnih selekcijah in v različnih ekipah, ki igrajo tudi v Euroliga. Kakšno je tudi tvoje mnenje, tale slovenski nogomet je tudi prepleten z tujci, ki igrajo v naših klubih. Kakšno je torej tvoje mnenje o teh igralcih, ki prihajajo v slovenski prostor, nekako jemljejo tudi prostor našim domačim igralcem, ali morda dajo res tisto dovolj veliko kvaliteto našemu slovenskemu nogometu, da tako velikem številu igrajo v slovenskih klubih? Ja, jaz mislim, da je tolikšno število tujih igralcev posledica pomanjkljivosti v delu naših nogometnih šol. Vkolikor pride tujci v delo v slovenske klube, ali je to prva, druga, tretja liga, se pravi, morajo dati neko dodano vrednost. V lokalnem okolju, recimo tudi v Slovenski Bistrici, smo ocenili, da rabimo recimo nekoga, kateri prenaša svoje znanje iz dolgoletne nogometne izkušnje na mlade igralce. Tudi mladi igralci, ki pridejo z nogometne šole, stari 17, 18, 19 let, rabijo nekakšen vzor. Mi smo se v ta primer, v ta namen povezali z nogometnim klubom Maribor in ravno ti igralci, Sandro Blode, ki je igral v Milanu, v bistvu to je zato, da otroci odprejo oči in grejo, se pravi, tudi mi smo nekje tu blizu. Imajo vzor, imajo dejansko pravo demonstracijo tiste prave vrhunske tehnike. In to bi moralo biti nekako vodilo tudi za ostale klube. Ne zato, da kupiš igralca zato, ker imaš sredstva, ampak zato, da tuji igralci nekako dajo domačim igralcem možnost pridobivanja drugačnih znanj, novih znanj, pristopov do igre, pristopov do trenažnih procesov in da vsi skupaj gremo hitreje naprej. Spoštovani, oddaja se je iztekla, tako kot se počasi izteka tudi predzadnji mesec v letu. Verjetno ste že obuli svoje jeklene konjičke v zimske čevlje. Pešci pa ne pozabite na odsevna telesa, saj so dnevi vedno krajši in tam, kjer ni pločnikov, vas drugi udeleženci v prometu le s težavo opazijo. Pa srečno do prihodnjič.